V okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki letos poteka od 17. do 25. novembra, podjetje Saubermacher Komunala Murska Sobota sodeluje s pomurskimi srednjimi šolami z namenom ozaveščanja širše javnosti o pomembnosti pravilnega ravnanja z nevarnimi odpadki. Nevarni odpadki so odpadki, ki vsebujejo snovi, ki so lahko zdravju škodljive. Večinoma se sploh ne zavedamo, kje vse se nahajajo, tudi nevarnih odpadkov se zbere na leto zelo malo. 2,4 kg nekje na Slovenca, kar predstavlja 0,5% vseh zbranih odpadkov. In če tako pogledamo, bi rekli, da to niso odpadki, katerim bi lahko posvetili neko posebno pozornost, vendar ravno zaradi tega, ker vsebujejo snovi, ki so zdravju škodljive, je potrebna še posebna skrb in pozornost pri ravnanju z njimi in na to želimo v letošnjem tednu, Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov opozoriti. Podjetje Saubermacher Komunala Murska Sobota ima kot eno svojih ključnih dejavnosti zapisano, da je to osveščanje. Osveščanje o gospodarnem ravnanju z odpadki in osveščamo že od vsega svojega nastanka naprej, to od leta 1991. Najraje osveščamo preko raznih projektov in eden od takšnih projektov je tudi Evropski teden zmanjševanja odpadkov, kateremu smo se priključili že leta 2010 in od takrat naprej peljemo vsako leto aktivnosti. Tukaj smo se izbrali kot ciljno populacijo srednješolce, ki z svojimi prispevki vedno znova in znova presenetijo in nam pomagajo na nek način osveščati. V ponedeljek so tako pripravili zaključni dogodek z naslovom Preprečevanje nastajanja nevarnih odpadkov, na katerem so dijaki 3 pomurskih šol predstavili idejne rešitve o tem, kaj narediti, da odpadki sploh ne bi nastajali, kako zmanjšati količino nevarnih odpadkov in spodbujati pravilno ravnanje z njimi. Na letošnjem dogodku so sodelovali dijaki gimnazije Murska Sobota, ki so nam zelo dobro prebili led svojim predavanjem o tem, kaj so nevarni odpadki, postregli z statističnimi podatki. Nadaljevala je Srednja ekonomska šola Murska Sobota, ki je nadgradila ekipo gimnazije Murska Sobota in na koncu koncev podala tudi svoj koristen predlog, kako nevarne snovi zamenjati z okolju nenevarnimi. In pa zaključila je gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, ki nam je predstavila njihov nagrajeni projekt izdelave sveč iz odpadnega jedilnega olja. Odpadek je vsaka snov, ki jo njen končni uporabnik iz kakršnihkoli razlogov ne potrebuje in ga mora zavreči. Odpadek glede na vir nastanka delimo na komunalne in nekomunalne. Komunalni odpadki so gospodinjski odpadki, odpadki iz trgovine, industrije in javnega sektorja. Nekomunalni odpadki so odpadki, ki nastanejo kot posledica upravljanja določene dejavnosti, kot na primer kmetijstva, rudarstva in gozdarstva. Po statističnih podatkih iz leta 2014 je največ odpadkov papir, steklo in pa plastenka ter biološki odpadki. 0,3% vseh odpadkov pa predstavljajo nevarni odpadki. Med nevarne odpadke spadajo snovi, ki imajo eno izmed navedenih lastnosti na sliki. Ti so težko razgradivi in v fazah razkroja določene nevarne kemikalije vstopijo v podtalnico in s tem jo ogrožajo prav tako kot zrak in prst, posledično pa tudi naš organizem. Z nevarnimi odpadki se nevede srečujemo vsakodnevno, med nevarne odpadke pa spadajo težke kovine, gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest, zdravila, odpadna sintetična olja, baterije in akumulatorji, gospodinjski odpadki in še nekateri. Zdaj vam predajam besedo Nikoli, ki vam bo predstavil prvega izmed nevarnih odpadkov in njegovo alternativo. Dobar dan. Jaz vam bom predstavil odpadna zdravila. Odpadna zdravila, ali pa pač neuporabna, je treba zavreči zaradi preteklega roka, ali pa tista zdravila, katera so pretekla po uporabi.
Lejko jih pa samih ne smemo jih mešati z drugimi odpadki. Lahko jih odnesemo v zbirni center, to imate tudi prej komunalo. Lejko tudi damo jih v zabojnike v lekarnah, ali pa tudi pridejo po njih z premičnimi zbiralnicami. Doma jih pa lahko zbiramo samo, če jih zbiramo ločeno od drugih odpadkov in so zaprta v originali na embalaži ter na nedostopnem mestu mlajšim otrokom. No, zaradi premajhnega zavedanja nevarnosti zdravil za okolje se nam zdi pomembna predvsem ozaveščenost ljudi. Kot rešitev bi na primer na škatlice od zdravil dali takšen napis, kot na primer na čikaj, na cigarete. Pisalo bi, da so odpadna zdravila nevarna za okolje, ter kako jih varno zbiramo kot nevarni odpadek. Prav tako bi lahko tudi v lekarnah obveščali stranke o tem, kako so o nevarnosti odpadnih zdravil. Lahko bi pa tudi v zdravstvenih ustanovah obesili plakate z temi obvestili o nevarnosti zdravil. No, zdaj pa odpadne baterije. Velik problem predstavljajo tudi odpadne baterije. V njih so snovi svinec, kadmij, cink, litij in živo srebro. Najnevarnejše so litij-ionske baterije. Iz njih v zemljo vhajajo kemikalije in onesnažujejo prst in vodo. Obstajajo pa tudi zbiralniki za odpadne baterije. V ta zbiralnik odvržeš neuporabne baterije, da jih varno odstranijo in predelajo. Rešitev za ta problem so okolju bolj prijazne baterije. V nalogi vam bova predstavila, kako smo se z nevarnimi snovmi srečali pri pouku kemije, kje se srečujemo vsakodnevno z nevarnimi snovmi v našem domu in o možnostih uporabe naravnih snovi, ki ne vplivajo škodljivo na ljudi, živali ter naše okolje. Pri pouku kemije smo pri prvih laboratorijskih vajah uvod v eksperimentalno delo spoznali piktograme, ki nas opozarjajo na fizikalne nevarnosti ter nevarnosti za zdravje in okolje. Od zgoraj je prvi znak za eksplozivnost, za vnetljivost, oksidantne snovi pod pritiskom ter jedko za kovine, v drugi vrstici pa je strupeno, jedko za kožo, nevarno ter zdravje škodljivo ter nevarno za okolje. Za domačo nalogo smo poiskali nekaj izdelkov in proučili njihove lastnosti nevarnih snovi, ki jih izdelki vsebujejo. Na tabli vidite oznake za nevarne snovi, ki jih pač določeni izdelek vsebuje. Na učinek škodljive snovi na človeku vplivajo tudi številni dejavniki, to pomeni količina, ki preide v organizem, kakšna koncentracija je strupenost, način vstopa v organizem, ali je vdihnjeno, zaužito, ali je prišlo v stik z kožo, ter tudi masa človeka, na primer dojenčka, bo prej prizadela neka strupena snov kot pa odraslega človeka, ter tudi trenutno zdravstveno stanje človeka, saj na primer bolane ljudi to hitreje prizadene zaradi njihovega imunskega sistema, kateri je oslabljen. Pa poglejmo sedaj v naš dom. V kuhinji se nenehno srečujemo z nevarnimi snovmi. Želimo, da se naša posoda sveti, da je naša delovna površina čista in da bi tla bila brez vsakršne bakterije. Da to dosežemo, segamo po čistilih, ki so nevarna tako za nas, kot za naše okolje. Vse premalo se zavedamo posledic. Fotografija znaka za nevarnost je na embalaži za tablete za pomivanje posode. Stanje v kopalnici je še slabše, saj tu ne gre brez strupenih snovi za čiščenje WC školjke ter umivalnika. Ob vsem tem želimo še odišavljen zrak, zato pa posežemo tudi po kemičnih dišavah. Med sredstvi za osebno higieno dnevno uporabljamo dezodorant. V zvezi z njimi se veliko govori o škodljivi sestavini aluminiju. Prikazana fotografija embalaže prikazuje nevarnost plina za okolje. Razmislimo o njihovi uporabi, bodimo ekološki in raje izberimo dezodorant z kroglico ali dezodorantno kremo.
Odišavljanje prostorov z nevarnimi kemikalijami tudi ni potrebno, saj namesto tega lahko sezamo po naravnih sredstvih, to naprimer, da postavimo v prostor šopek suhega cvetja, začimbe, rezino limone, zmleto kavo ali pa prižgemo svečo z naravnim voskom, je pa kmalu bo v prostoru zelo zadišalo. V času naših babic in prababic so uporabljali naravna sredstva, ki niso bila škodljiva, če pridejo v stik s kožo, jih zaužijemo ali vdihujemo. Večinoma sestavin za domača čistila najdemo tudi doma. Naprimer, soda bikarbona čisti, dezaudinira, mehča vodo in razmehčuje. Limona je ena najmočnejših prehranjevalskih kislin in je učinkovita pri odstranjevanju večine bakterij v gospodinjstvu. Kis razmehčuje, odstrani plesni, vodni kamen, vonjave in nekatere madeže. Alkohol je odlično razkužilo in odstranjuje plesni. Sol je uporabna za drgnjenje, odstranjevanje maščob in za spopade z madeži. Na koncu vam ponujamo še recept za izdelavo osvežilca v pršilu in idejo za preprosto dekoracijo, ki vam polepša in odušavi dom. Tudi sami smo se lotili izdelave, ter najine izdelke lahko vidite tamle, uredile pa sve tudi dišavne vrečke za sivko, ki bodo tudi odišavile dom in odgnale tekstilne molje. Recept za osvežilec zraka v pršilu lahko vidite tukaj, torej potrebujete le eno žlico soda bikarbone, eno žlico limonnega soka ter 2 posodici vroče vode. Vse premešate v pršilki, to popršite, da odstranite neprijetne vonjave, pa lahko pršite tudi po omarah ter v kopalnici. Za vsako plastenko kemikalij, ki je ne kupite, skrbite za svoje zdravje ter tudi za naravo, zato premislite, saj imate kot potrošnik neverjetno moč ter možnost izbire, ter podpiramo vas pri tem, da ravnate modro. Vsakdo se je že kdaj, tudi že večkrat dnevno sreča z odpadki na mestih, kamor ne sodijo. Ključno vprašanje tukaj pa je, ali se ob pogledu na le-te dejansko zamislimo in poskušamo to težavo odpraviti, ali nam je nekaj takega postalo že samoumevno in temu ne posvečamo preveč pozornosti. Nam na naši gimnaziji je vrednota skrb za okolje zelo pomembna. Zato v sklopu tega zbiramo star papir, odpadne baterije in pridno ločujemo smeti. Še preden pa preideva na izdelek, ki smo ga lansko leto razvili dijaki na to temo, pa nekaj o nevarnih odpadkih. Nevarni odpadki so snovi, ki vsebujejo eno ali več nevarnih lastnosti, ki so zdravju in okolju škodljive. Leta 2009 je bilo okoli 99.000 ton nevarnih odpadkov, kar je kar 47% več kot leta 2002. Od tega jih 1/5 nastane v gospodinjstvu, kjer lahko že ena kapljica teh nevarnih odpadkov zadošča, da uniči na tisoče litrov pitne vode. Zato nekatere odpadke predelajo v sekundarno gorivo, kot so olja in razredčila, nekatere se žgejo, kot so zdravila, kislino na primer nevtralizirajo, baterije pa predelajo. Zaradi škodljivosti teh nevarnih odpadkov so tako zelo pomembni znaki za nevarnost, ki nas na to opozarjajo. Med nevarne odpadke prištevamo škropivo, zdravila, čistila, kozmetiko, lake in barve, odpadna olja, baterije, svetila ter elektronske naprave. Nevarne snovi nam lahko škodujejo na različne načine, nekatere povzročajo raka, spet druge škodijo, vplivajo na plodnost ter povzročajo okvare ob rojstvu, potem lahko povzročijo tudi poškodbe možganov, okvare živčevja, vplivajo na kožo ter povzročajo astmo. Poškodbe, ki jih povzročajo, lahko nastanejo zaradi kratkotrajne izpostavljenosti ali pa zaradi vsakodnevne ali pa zaradi dolgotrajnega kopičenja teh snovi v telesu. Med nevarne odpadke prištevamo tudi nagrobne sveče, na katere smo skozi naš projekt, ki smo ga izdelali lani, dali velik poudarek. Slovenci sodimo med evropski vrh glede uporabe nagrobnih sveč, saj vsako leto prižgemo okrog 15 milijonov, kar je blizu 6000 ton. To je 8 sveč na prebivalca, kar nas uvršča na 3. mestu na svetu po uporabi nagrobnih sveč. Z recikliranjem 1 tone odpadnih nagrobnih sveč pridobimo 297 kg plastike, 441 kg parafina, 10 kg kovin, 6 kg baterij, poleg tega pa porabimo tudi veliko energije. Nagrobnih sveč je tudi to, da jih
Večina gospodinjstva še vedno nepravilno odlaga v zabojnike, te stane se te skupaj s cvetjem. Problem pa je tudi odpadno gospodinjsko olje, ki ga večina gospodinjstva nepravilno odlaga v zabojnike ali pa ga zliva v kar v otok. Poraba nagrobnih sveč se sicer iz leta v leto manjša, a so podatki še vedno zaskrbljujoči. Zato smo poskušali razviti izdelek, pri katerem bi si nagrobne sveče lahko izdelali doma iz odpadnega gospodinjskega olja in že uporabljene nagrobne sveče, pri tem pa bi pripomogli k varovanju okolja. Ime izdelka, ki smo ga razvili, je Good Wax in je sestavljen iz dveh besed. Prva beseda je good in je sestavljena iz začetnic besed gospodinjski odpadek, kar je v bistvu odpadno gospodinjsko olje, ki ga uporabljamo za izdelavo sveče. Poleg tega pa ta beseda v angleščini tudi pomeni nekaj dobrega, saj s tem izdelkom pripomoremo k ohranjanju okolja. Druga beseda pa je angleški izraz za vosek. Rešitev za prej omenjen problem bi bila tako izdelava nagrobnih sveč iz odpadnega olja, pri čemer bi doma nalili pripravljen vosek iz odpadnega gospodinjskega olja, že uporabljeno ohišje sveče ali plastičen vložek, dodali sten in svečo ponovno uporabili. S tem bi veliko prispevali k varovanju okolja, saj bi uporabili ekološko sporno odpadno olje, ki ga večina gospodinjstev nepravilno odlaga v zabojnike ali ga izliva v odtok. Potem tudi ohišje že uporabljenih sveč, ki bi drugače reciklirali in zato uporabili veliko energije. Vse te ideje imajo velik potencial za njihovo uresničitev, kajti v prvi vrsti varujejo naše okolje in tukaj samo dejansko od podjetnosti odvisno, ali bodo realizirani in v kakšnem obsegu. V Sloveniji smo pri preprečevanju nastajanja novih nevarnih odpadkov sicer na dobri poti, saj smo v primerjavi s preteklimi leti zmanjšali njihovo nastajanje za kar 18%. Kljub temu pa je količina nevarnih odpadkov, ki nastane v slovenskih gospodinjstvih, prevelika. Letno jih namreč proizvedemo kar 4800 ton.